ki govori o tem, kako udobna je hoja po nekem kraju, naselju, območju za vse ljudi, se pravi za majhne otroke, za starejše, za ljudi, ki so na kakšen način ovirani pri hoji. Pešac je glavna zanimanje hodljivosti in udobje hoje je tisto, ki definira hodljivost. Hodljiva mesta verjamemo, da so v bistvu mesta, v katerih je prijetno živeti, v katerih je možno vsakdanje opravke opraviti peš, kar je dobro za okolje, ker je potem naše okolje manj onesnaženo z avtomobili, kar je dobro za naše počutje v odprtem prostoru, ker je manj hrupa, ker je večja varnost, ker srečujemo druge ljudi peš in seveda, če se peš srečamo, smo si bliže in se lahko tudi kaj pomenimo, lahko kaj opravimo. Za mesta, ki so hodljiva, velja, da so tudi privlačna za razvoj dejavnosti, ker so pešci pravzaprav tisti, ko nakupujemo, ko gremo na kavo, ko smo v izložbah, ko smo v galerijah, smo na nogah, smo peš. Ena od glavnih vzrokov, zakaj se v zadnje čase bistveno več ukvarjamo s hojo, je to sovpadanje interesa mest za to, da bi ljudje živeli bolj zdravo, da bi se več gibali in tega, da pravzaprav to, da spremenimo potovalne navade, zelo dobro vpliva na okolje, zmanjšuje ogljični odtis mest in prispeva k bistveno bolj zdravemu okolju, bolj čistemu, varnemu okolju in tudi razvojno privlačnemu okolju. Mesta z pešconami, z javnimi trgi, ki so sproščeni prometa, so zanimiva za razvoj novih dejavnosti, za obiskovanje, so prijetna tako v prostem času kot v poslovnem smislu.